Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Dogodki dneva. Celjski župan Matija Kovač potegnil črto pod prvo leto svojega županovanja. 24 glasovi za celjski mestni svetniki potrdili proračun za prihodnje leto. Predsednik celjske županove liste Bojan Šrot ne bo več opravljal svetniške funkcije. Celjski občinski prostorski načrt od petka v javni obravnavi. Košarkarji Podčetrtka še tretjič boljši od Šentjurja za četrtfinale Pokala Špar. 4. decembra je minilo leto dni, odkar je Matija Kovač prevzel županovanje v mestni občini Celje. Kot je poudaril na današnjem srečanju z novinarji, so z ekipo že v začetku mandata uspeli pripraviti nekatere projekte, ki so jih ob podpori mestnih svetnikov v letošnjem letu tudi izvedli. Pri tem sledijo cilju, da bo Celje postalo urbano središče regije, prijazno družinam, številnimi možnostmi za preživljanje prostega časa. Priprava letošnjega proračuna je bila ena prvih nalog novega občinskega vodstva, potem ko so se lani na novembrskih volitvah volivci odločili, da je v knežjem mestu čas za spremembe. Kot prioritetno področje smo si postavili športno, kulturno in infrastrukturo namenjeno mladim družinam. Celje je in bo v prihodnje še bolj družinam prijazno mesto z možnostmi za rekreacijo, z bogato kulturno dediščino in kulturno ustvarjalnostjo in kot tako središče regije z jasnim in prepoznavnim renomejem. Med večjimi naložbami na tem področju župan izpostavlja obnovo atletskega stadiona Kladivar, ki jo bodo sicer zaključili spomladi prihodnje leto, pa prenovo stare grofije, ki se je začela letos poleti. Pri prenovi stare grofije smo kar dobro zakorakali v investicijo, najprej z izgradnjo dvigala, ki bo zagotovilo univerzalno dostopnost do te izjemno pomembne kulturne stavbe v Celju in ki bo nadalje z vzpostavitvijo ustreznih klimatskih pogojev omogočilo tudi prezentacijo izjemne najdbe nacionalnega pomena fresk, ki so pred leti bile najdene na muzejskem trgu in so trenutno v obdelavi, sestavljanju v restauratorskem centru. Projektna dokumentacija za celotno prenovo je izdelana, pridobljena, projekt pa fazno izvajamo od letošnjega poletja. V naslednjem letu bomo z njim nadaljevali, iskali pa bomo tudi še dodatna sredstva na razpisih. Na področju cestne infrastrukture in trajnostne mobilnosti so zaključili projekt mreže kolesarskih povezav. Precej cest je bilo obnovljenih v sklopu evropskega projekta izgradnja kanalizacijskega omrežja, nekaj izgradenj in obnov pa je občina financirala tudi iz proračuna. Predvsem smo veseli izvedbe prvega dela ceste v Lokrovec, ki jo bomo v naslednjem letu nadaljevali. Ta je pomembna zaradi intenzivnega razvoja območja Dečkovega naselja. Kot en daljši odsek se je uredila tudi obrtna cesta, preplastilo pa tudi nekaj drugih delov mestnih ulic in cest. Po predstavitvi centralke letos jeseni ima ta danes že skoraj 7400 uporabnikov. Še naprej raste število uporabnikov kolesca, pri sistemu Celebus pa so prisluhnili tudi nekaterim željam občanov. Prisluhnili smo občanom, ki so zelo aktivni pri spremljanju predvsem tras in povezav javnega potniškega prometa in uvedli novo linijo Celebusa na Babno in Medlog ter ob vikendih tudi do Šmartinskega jezera. Na področju Celebusa si z novo celostno prometno strategijo, ki se bomo posvetili v prihodnjem letu, zastavljamo tudi širitev tako mreže kot števila vozil in pripravljamo vse potrebno za prijave na ustrezne razpise za nove električne avtobuse, s katerimi bomo v prihodnje dopolnili floto, da bo Celebus potekal še bolje, še redneje in tudi pokril širše področje. Na področju gospodarstva občina širi poslovno cono Trnovlje jug. Tečejo prizadevanja za ureditev območja stare Cinkarne, kjer je bila v sklopu natečaja Europan izbrana urbanistična rešitev. V zaključni fazi so priprave strategij za šport, kulturo in turizem. Celjski mestni svetniki so 24 glasovi za potrdili proračun mestne občine Celje v drugi obravnavi.
Skupni prihodki so predvideni v skupni višini 80,8 milijonov evrov in so v primerjavi s prvim branjem višji za 3,3 milijona evrov. Za naložbe in investicijske transferje je predvidenih dobrih 32 milijonov evrov, proračunski delež zanje bo najvišji v zadnjih letih. Proračun Mestne občine Celje tako sledi zastavljenim razvojnim ciljem in 5 ciljem občinske uprave za to mandatno obdobje, to so Celje, srce regije, mesto s posluhom za ljudi, trajnostni urbani razvoj, zeleno mesto po meri ljudi in pa moč solidarne in povezane skupnosti. Na odhodkovni strani bo 84 milijonov evrov predstavljalo odhodke in so se povečali za 2,5 milijona evrov oziroma dobre 3% v primerjavi s prvim branjem proračuna. 80% proračunskih odhodkov, to je dobrih 32 milijonov evrov, je namenjenim investicijam in investicijskim transferjem, ostalo pa predstavlja del za tekoče odhodke in druge transferje. Najvišji delež, to je več kot 40 milijonov evrov oziroma 5 milijonov evrov več kot v proračunu 2023, je namenjen dejavnostim in projektom z področja okolja, prostora in komunale. Tega za prostorsko planiranje, stanovanjsko komunalno dejavnost namenjeni več kot 10 milijonov evrov, za promet in prometno infrastrukturo 9 milijonov evrov in za varovanje okolja in naravne dediščine 7 milijonov evrov. Z tega področja tudi največ investicij. Drugo obsežno področje so družbene dejavnosti, torej šport, kultura, izobraževanje, zdravstvo, sociala. Tukaj imamo v proračunu predvidenih 26,2 milijona evrov, kar je približno milijon evrov več kot v tekočem proračunskem letu. Povečujejo se sredstva, ki jih namenjamo letnemu programu športa, znesek namenjen subvencioniranju cen storitev uporabe javnih objektov, med katere spadajo tudi vsi športni objekti. Zvišujejo se sredstva za področje socialnega varstva, višji bo znesek sredstev za delovanje društev in za rekreacijo, kulturo, delovanje neprofitnih organizacij se sredstva povečujejo za 6% in odstotek več za socialne programe, za katere sicer namenjamo skoraj 9 milijonov evrov. Zadolževanje. Predlog znaša 6,5 milijona evrov, kar je pol milijona manj kot v prvem branju. Uskladili pa smo tudi sredstva za poplačilo posojil. Tukaj smo morali popraviti odhodkovno stran za 130 tisoč evrov. Celje bo v prihodnjem letu odplačalo še dolg v višini 3,8 milijona evrov. Kljub povišanju povprečnine je Mestna občina Celje še vedno podfinancirana in sicer v višini 12,5 milijona evrov. Včerajšnja 8. redna seja mestnega sveta Mestne občine Celje je bila zadnja za predsednika celjske županove liste Bojana Šrota. Dolgoletni župan Mestne občine Celje je ob koncu seje svetnike seznanil, da v bodoče ne bo več opravljal svetniške funkcije. Glede na volilni rezultat celjske županove liste v 3. volilni enoti ga bo v celjskem mestnem svetu nadomestila magistrica Hanna Fideršek. Jaz sem človek, ki obljube drži. To sem že res lani po volitvah napovedal. Jaz mislim, da je tudi 25 let dela v lokalni politiki dovolj, to je nazadnje četrt stoletja. Pa tudi moji pogledi se mogoče malce razlikujejo od sedanjega vodstva. Hkrati pa mislim, da novi pa stari šef v isti hiši ne gresta skupaj. In jaz sem korektno oddelal tudi ta svetniški mandat, dal veliko predlogov, pripomb. Reče sem mogoče malce razočaran, tudi včeraj se je videlo v sprejemanju proračuna, pa že na prejšnji seji, da relativno malo svetnikov sploh prebere gradivo, seveda potem tudi razpravljati ne moreš. Sem pa vesel, da in upam, da bo moje mesto prevzela magister Hanna Fideršek, ki je odlična mlada dama, tudi kristalna nagrajenka Mestne občine Celje, do sedaj je bila članica nadzornega odbora, po zakonu je ona na vrsti, je pa njena odločitev, ali bo sprejela mandat ali ne. Jaz sem se z njo pogovarjal in pravi, da ga bo. Šrotov odstop iz svetniške funkcije ne pomeni njegovega odhoda iz lokalne politike. Še naprej bo ostal na čelu stranke. Za odločitev o morebitni kandidaturi na prihodnjih lokalnih volitvah pa je v tem trenutku še preuranjeno govoriti. Jaz tako daleč ne razmišljam, vsekakor pa ostajam predsednik celjske županove liste. Jaz sem tudi svetnicam in svetnikom iz naše stranke, pa tudi članom izvršilnega odbora in sveta stranke povedal, da bom pravzaprav še bolj aktivno deloval. Kaj bo čez 3 leta, bomo videli.
Sem relativno mlad še za politiko sploh, tako da puščam vrata odprta. Šrot pravi, da je z delovanjem celjske županove liste zadovoljen, tudi o spremembi imena stranke zaenkrat ne razmišlja. Ime bo ostalo, to je naš brand in potem nas ljudje poznajo. Mi delujemo v mestnem svetu tako, kot smo napovedali, smo konstruktivni in vsebinski. Ni samo to, da ploskamo županu in upravi, ampak imamo tudi celo vrsto predlogov, tudi kakšno pripombo graja. Žal je včasih napačno razumljena, sicer pa smo zelo aktivni, se redno sestajamo in se to nenazadnje tudi vidi pri samem delu v mestnem svetu. Kako pa se je poraz na zadnjih županskih volitvah odrazil na članstvo v stranki? V glavnem članstvo ostaja stabilno, tako da kdo gre, kdo pride, to je normalen del nekega političnega življenja. Imamo veliko članov in tudi z njimi redno komuniciramo, tako da nič posebnega. Šrot se je dotaknil tudi sodelovanja s Slovensko demokratsko stranko, s katero je celjska županova lista junija letos podpisala sporazum o sodelovanju. Takrat se je med drugim govorilo tudi o tem, da bi ravno Šrot lahko bil skupen kandidat obeh strank na prihodnjih državnozborskih volitvah. Ta možnost obstaja, sicer pa na lokalnem nivoju smo to tudi že večkrat povedali, da smo odprti za sodelovanje z vsemi strankami in tudi dobro sodelujemo tako z SD-jem kot tudi z Novo Slovenijo, za delovna mesta, ljudsko stranko, skratka s tistimi, ki se sploh želijo pogovarjati in ki v lokalni politiki ne vidijo neki ideološki boj, ampak predvsem vsebinsko diskusijo, poenotenje stališč, kaj je tisto, kar je prioriteta glede na finančne zmožnosti lokalne skupnosti. V teh stvareh in teh vprašanjih pa smo se pripravljeni kadarkoli s komerkoli pogovarjati. Mi smo tudi na predzadnji seji povabili vse mestne svetnike z vseh strank, da se po prižigu lučk dobimo na sedežu naše stranke, veliko jih je prišlo. Nekateri pač niso in nismo bili presenečeni. Celjska županova lista ima v celjskem mestnem svetu 9 svetnikov in svetnic. Na zadnjih sejah so bili njeni svetniki najbolj kritični do proračuna celjske mestne občine za prihodnje leto. Kako pa v stranki vidijo sodelovanje z novim županom in novim občinskim vodstvom? No, jaz mislim, da je korektno. Nenazadnje Saša Kundih je podžupan iz naše stranke in upam, da bo tudi v prihodnje tako. Šrot je v zadnjem letu ob svetniški funkciji in vodenju stranke več časa spet posvetil opravljanju svojega poklica. Ukvarjam se z mojim osnovnim poklicem, nisem še upokojen, tako da imam bistveno več časa, mi ga pa zmanjkuje, tako kot vsem ljudem, ki so aktivni na mnogih področjih. Mestna občina Celje bo jutri javno razgrnila dopolnjen osnutek in okoljsko poročilo za dolgo pričakovani občinski prostorski načrt mestne občine Celje. Javna razgrnitev bo potekala do petka 9. februarja prihodnje leto. V tem obdobju pa bodo organizirali tudi javno obravnavo. Prav sprejetje občinskega prostorskega načrta je bila ena najbolj vročih celjskih predvolilnih tem v volilni kampanji pred lokalnimi volitvami 2022. Vesel sem, da v decembru začenjamo z javno razgrnitvijo občinskega prostorskega načrta, ki je osrednji razvojni strateški dokument mestne občine in ki je tudi v jedru mojega političnega programa in ga štejem tudi kot osrednji dosežek letošnjega leta. Gre za temeljni dokument, ki postavlja osnovne pogoje za razvojni preboj mesta s primestjem, ustvarja nove pogoje za širitev gospodarskih in stanovanjskih dejavnosti, za omogočanje novih delovnih mest in pa za urejeno prostorsko in zemljiško politiko, ki je seveda osnova razvoja mesta. Celje kot osrednje regionalno središče na tak način vpliva tudi na regijo in v novem občinskem prostorskem načrtu postavlja temelje za naše delo v prihodnjih
desetletjih. Verjamem, da je občinski prostorski načrt živ dokument, ki bo tudi z javno razgrnitvijo še pridobil na svoji vsebini in kvaliteti, zato vabim občanke in občane, da se udeležijo javnih predstavitev in podajo tudi pripombe in predloge k samemu dokumentu. Občinski prostorski načrt določa namembnost vseh površin občine in z njegovim sprejetjem bomo končno dobili na parcelo natančno določeno namensko rabo zemljišč. Nekje bo to gozd, nekje bo kmetijska površina, grajeno okolje oziroma urbano okolje, prometnice, stanovanjski objekti, gospodarske cone, športna igrišča. Bistveno je povedati, da bo novi občinski prostorski načrt narejen za celotno območje mestne občine Celje, za celoten teritorij in ima dodano vrednost v tem, da se bo izvajal usklajeno z neko premišljeno strategijo razvoja mesta. Ta strategija razvoja pa zagotavlja, da zgrajeno ne bo le ena naložba, gospodarska naložba, finančna naložba, ampak predvsem odgovor na potrebe, dejanske potrebe mesta in vseh ljudi, ki tukaj živimo in delamo. Verjamemo, tudi jaz verjamem, da bo občinski prostorski načrt Celju prinesel dodatni razvojni zagon in s tem tudi priložnost za dvig kakovosti življenja, saj bo omogočil boljše prilagajanje izgradnje pogojem in usmeritvam varstva okolja in predvsem potrebam družbene skupnosti. Še enkrat poudarjamo pomen Celja kot regionalnega centra in poudarjamo, da se v prostoru nekaj zgodi, ko sta izpolnjena dva pogoja. Popolnoma jasna politična odločitev in najvišja možna kvaliteta strokovnega dela. Košarkarji Termo Olimia iz Podčetrtka so v 6 dneh dobili še tretjo tekmo proti košarkarjem Šentjurja. V povratni tekmi 5. kola pokala Špar so v svoji dvorani sinoči slavili z izidom 85-81. Ponedeljek so za 9 točk dobili tudi prvi pokalni obračun v šentjurskem Hruševcu in so v skupnem seštevku 2 tekem brez težav uvrstili v četrtfinale, kjer se bodo konec meseca januarja pomerili z ABA ligašem Krko. V četrtfinale so se že uvrstila tudi moštva Cedevite Olimpije, Heliosa, Šenčurja in Triglava. Veliko možnosti za uvrstitev med najboljšo osmerico v pokalnem tekmovanju imajo tudi košarkarji Rogaške, ki so za 12 točk dobili prvo tekmo 5. kroga proti Vojniku. Povratno srečanje med tema dvema tekmecema bo na sporedu v sredo 20. decembra v Rogaški Slatini. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, prehodno bo pihala šibka burja. Drugod bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, ki jo bo več v vzhodnih krajih. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Popoldne bo ponekod zapihal severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo okoli nič, v Alpski dolina do -5, ob morju 4, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj. Ciklonsko območje z vremensko fronto se je pomaknilo nad vzhodni Balkan, nad Srednjo Evropo in Alpami pa se krepi območje visokega zračnega pritiska. Od severa priteka k nam nekoliko hladnejši in še razmeroma vlažen zrak. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva, hvala lepa za vašo pozornost, bodite z nami ponovno jutri. Lep pozdrav in srečno.